Spoštovani in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci projekta Dobrodelno okrog Slovenije 2021. Današnjo novinarsko konferenco bomo razdelili v 5 etap, tako kot je tudi razdeljen letošnji DOS, kot ga imenujemo na kratko. A najprej nekaj na kratko o samem DOS-u. Dobrodelnem projektu Damjana Zupana in Alojza Poglavca, ki sta lansko leto prvič izpeljala ta edinstven in predvsem srčen dogodek. Prekolesarila sta namreč več kot 1200 kilometrov okrog Slovenije. V projektu, ki je tako tudi kot letošnja izvedba dobrodelne narave, je sodelovalo preko 150 kolesarjev, ki so verjamem, da z veseljem in srčnostjo poganjali pedale z enim samim ciljem, z dobroto, z namenom zbrati sredstva za socialno ogrožene družine. Letošnji DOS 2021 je torej razdeljen na 5 etap in na 5 prijetnih dni, nepozabnih kolesarskih prigod, dajmo reči, in tudi današnja novinarska konferenca bo simbolno razdeljena na 5 točk, kjer se bomo dotaknili vsake etape posebej oziroma predstavili pomembne deležnike v tem projektu. Torej, prvo etapo, preden zaključim, to je ta uvodna, želim k mikrofonu, k besedi povabiti generalnega tajnika Slovenske Karitas, gospoda Petra Tomažiča, da vse prisotne in tudi tiste, ki nas spremljate, nagovori. Izvolite. Najlepša hvala za današnji dogodek. Hvala seveda najprej ekipi DOS-a za njihovo idejo že lani in pa tudi letos. Hvala vsem medijem. Ko nas je kontaktiral gospod Dami, smo zelo enostavno najdli stične točke. Prvič, dobrodelno. Ta projekt se trudi za dobrodelno. Karitas se trudi za dobrodelno in to je tisto stičišče. Drugo, okrog Slovenije, želimo povezati Slovenijo, pomagati in pač tudi pomagati na eni strani, po drugi strani pa tudi aktivirati vse tiste, ki želijo pomagati. In če zdraven še pridanemo gibanje, gibanje je pa seveda življenje, cilj, napredek, razvoj in tudi tega si mi vsi želimo zase in tudi za tiste, za katere skrbimo. Hvala in seveda veliko uspeha pri samem dogodku, veliko prevoženih kilometrov in da bomo lahko tudi pomagali. Hvala lepa, gospod Peter Tomažič, kot sem že dejal, generalni tajnik Slovenske Karitas. Sedaj gremo na drugo etapo in v drugi etapi se bomo dotaknili tistih začetkov. Kako se je vse skupaj začelo, od kod ideja, mogoče kakšen utrinek iz lanskega leta, boste najbolj znala povedati Dami in Alojz, ki zelo, zelo rada kolesarita, tako da besedo predajam, preden pa začnete govoriti, ne tako hitro, da prenesem še ta tehnični del do vaju. Dami, predajam besedo. Izvoli, kako se je začelo? Hvala lepa za besedo. V prvi vrsti naj se zahvalim vsem vam, ki ste danes prisotni, bodi si tukaj, bodi si preko malih ekranov, bodi si preko naše spletne strani. Hvala lepa. To nama veliko pomeni, predvsem zato, ker je v ta projekt vloženo ogromno časa in to, da ste danes z nami, je prva stopnička do najnega zadovoljstva in do najne nagrade. Sam projekt DOS, se pravi Dobrodelno okrog Slovenije, je edini tovrsten vseslovenski humanitarni dogodek, ki pa letos poteka drugič zapovrstjo. Lansko leto sva ta projekt izpeljala več kot uspešno v mesecu maju. Sama ideja za to vožnjo je pa nastala iz vzvoda, da sem jaz lansko leto v mesecu marcu kar naenkrat ostal brez veliko
kolesarskih dogodkov izven meja Slovenije. Pa sem potem prišel na idejo, da bi pa mogoče želel odpeljati celotno traso okrog Slovenije. To mi je bila vedno želja, ampak nikoli v narekovajih za to nisem našel časa. In tako sem nekega večera poslal Lojzu kot znancu iz kolesarskih rund sporočilo, da če bi se mi želel pridružiti, glede na to, da je že tovrstno vožnjo odpeljal večkrat in do potankosti pozna traso, pa bi si morda želel, da je v moji družbi. Lojz, tako kot dober kolesar, je tudi izjemno odziven in on je v 15 minutih to potrdil, tako da sva se v 15 minutih vse dogovorila. Naslednji dan sva se na kolesu srečala in prišla do ideje, da bi mogoče bilo pametno imeti neki spremljevalno vozilo zraven, da ne voziva stvari seboj, da imamo zraven in da če že vozimo takšen projekt, kot je trasa kolesarska okrog cele Slovenije, da pa to dajva še združiti z enim plemenitim namenom. In tako smo v lanskem letu z več kot 150 kolesarji, ki so se nam pridružili na naši poti, zbirali sredstva v povezavi z Lions klubom Trebnje za ogroženo družino iz novomeškega področja. Ker pa se je to izkazalo kot en plemenit dogodek in takšne zadeve mene osebno izpopolnjujejo, da lahko pomagam drugim, sva se odločila, da bomo ta projekt letos nadgradila. Nadgradila pa v smislu, da ne bomo več vozila tako kot leta 2020, ko je bilo to prvič, ko sva vozila celotno traso v 54 urah in sva bila edina dva kolesarja, ki smo odpeljala celotnih 1225 km in si želimo letos, da se nama posledično pridruži več kolesarskih zanesenjakov, vse skupaj razdeliti na 5 etap. Se pravi, letošnji DOS je sestavljen iz 5 etap, vsaka etapa je v razdalji med 250 in 300 km. DOS ni tekmovanje, hkrati pa DOS ni turistična vožnja. Skratka, če se nam želite pridružiti, morate biti zdravi, morate biti telesno pripravljeni, v dobi telesni pripravljenosti in morate imeti nekaj kilometrov že v nogah. Ker govorimo o vseslovenskem kolesarskem projektu, sva se tudi letos odločila, da če že počnemo vse slovensko, želimo tudi prejemnika sredstev, katere bomo zbrali tekom celotnega projekta, omejiti vse slovensko. Zato pa potrebujemo kredibilnega partnerja, zato potrebujemo partnerja z izkušnjami in zato potrebujemo partnerja, ki nam lahko nudi določen support predvsem temu. In midva sva tega partnerja našla v slovenski Caritas. Tako da, projekt Caritas, projekt DOS, pa ne bi bil brez našega zunanjega partnerja, ki sliši na ime Društvo Celjac, to je Gojan Bakar. In mi bomo v zvezi z tekom celotne kampanje hkrati ozaveščali tudi o težavah bolnikov s celiakijo. Kaj več o tem vam bo povedal gospod Makar. Mogoče še kakšen stavek več povedal Lojz o tem, kako sva se skupaj začela. Zagotovo je veliko informacij, ki bi jih rad delil z vami, ampak enostavno z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja tekom tega razgovora. Vas pa že sedaj pozivam, da se detaljne seznanite z našim projektom na naslovu www.dos.si. Hvala za besedo. Lojz, mogoče beseda ali dve? Ja, še z vaše strani? Jaz bom kratek. Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Hvala vsem, ki ste tukaj. Tukaj veje prava energija, ker vidim, da se vsi trudimo za nekaj več in nekaj boljšega. Pomagati sočloveku, sploh v teh časih, da ljudje začutimo, da nismo sami, da damo nekaj več od sebe, da si pomagamo.
moraš dati, da nekaj dobiš, bolj se počutiš, če nekaj daš. Z Damjanom je lepo sodelovati, hvala Damjan, da si povabil. Velike zamisli imaš, ki jih ne moreš odreči. V življenju se zgodijo določene stvari, tudi ti si prišel v moje življenje in super stvari se dogajajo, pozitivno naravnane. Zahvaljujem se ti, da sem del tega. Kar se pa tiče same vožnje, to je pa naša rutina, kar je najmanj, kar lahko naredimo poleg svojega časa, ko ga damo za ta dogodek. Hvala vam vse skupaj. Tako, hvala lepa Dami, hvala lepa Alojz, seveda v zadnji 5. etapi, ki je namenjena vprašanjem, boste lahko tudi zastavili kakšno vprašanje. Sedaj pa gremo k 3. etapi, kjer bomo predstavili dobrodelno noto projekta in sicer ga bo predstavila gospa Helena Zevnik-Rozman iz Slovenske Karitas. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Hvala tudi Damiju, Alojzu za povabilo, da smo lahko se vključili v tak lep projekt kot Slovenska Karitas in da ste nas prepoznali kot kredibilnega partnerja pri tem vašem projektu in smo tudi z veseljem vstopili skupaj. Ko smo iskali idejo, za koga bi zbirali sredstva, smo kar na hitro pomislili na kolesa. Ideja je bilo otroci in kaj z otroci ponavadi iščemo. Ja, ni hrana, niso šolske potrebščine, smo rekli, dajmo letos nekaj drugega najdeti, nekaj, kar je mogoče malo drugačnega. In zakaj kolesa? Kolo v bistvu danes ne pomeni samo prevozno sredstvo, ampak tudi sredstvo za izražanje, daje nek status, pripadnost neki skupini. In zdaj, če si vi zamislite in pomislite na otroke, še posebej pa na mladostnike, stare 12, 13, 14 let, iz socialno ogroženih družin, kjer starši težko kupijo kolo zaradi materialne stiske, zaradi brezposelnosti in vseh teh stvari, kako težko se potem ti otroci lahko identificirajo v druščini svojih sovrstnikov in je to lahko za njih tudi izključujoče. In zato je to kolo za njih lahko ravno tako pomembno kot mogoče šolska torba ali zvezek. In povezati kolesarstvo, dobrodelno kolesarjenje s tem nakupom koles je bilo to zelo enostavno. Drug poudarek se nam tudi kot Karitas zdi zelo pomembno, je ta poudarjanje zdravega načina življenja. Gibanje, zdrava prehrana, zdrav način življenja je v današnjem času kar druga tema. In če pomislimo na otroke v zadnjem letu, ki sedijo za računalniki, so ves čas noter, ni ta prave športne aktivnosti, je tudi zelo pomembno, da jih na tak način tudi spodbudimo k drugačnemu načinu življenja. Žal, trendi kažejo, da je v današnjem svetu preveč predebelih otrok, kar vpliva tudi na njihovo zdravje. In tudi mi opazujemo, da je tudi med našimi prejemniki kar veliko otrok, ki je predebelih, nima recimo zdrave prehrane in tako naprej. In ta spodbuda, verjamem, da bo pomagala mnogim in na ta način omogočila vsaj nekim družinam, nekaj otrokom, da bodo dobili kolo, lahko šli pač v svojo skupino svojih sovrstnikov in recimo naredili korak tudi za svoje zdravje. Tako se naš skupni projekt glasi Pot za srečo otrok. Se nam zdi, da je to ena takih najbolj pomembnih stvari, ki jih naredimo. Zdaj, kako bomo sredstva lahko zbirali? Tekom vožnje se bo zbirali na več načinov. Vsak, ki se bo priključil Damiju pa Alojzu na tej poti, vsak kolesar bo povabljen, da prispeva minimalno 10 evrov v to skupno vsoto. Poleg tega bomo nagovarjali vse, ki bojo sodelovali, prispevali, spremljali naše kolesarjenje, skupno kolesarjenje, da darujejo lahko tudi preko SMS sporočil na geslo za kolo 5 na 1919 ali pa prek posebnega računa Slovenske Karitas za namen za kolo. Če bo pa še kakšno vprašanje, sem pa na voljo. Hvala lepa, gospa Helena.
Zdaj pa gremo počasi k četrti etapi. Namreč skozi projekt Dobrodelno krog Slovenije bomo javnost osveščali o celiakiji. To je kronična bolezen tankega črevesa, ki je posledica preobčutljivosti na gluten. Sodelovanje v projektu pa bo bolj podrobno pojasnil Goran Makar, ki je tudi predsednik Celiac Slovenija. Izvolite. Rado, hvala za besedo. Veliko čast in veselje mi je v bistvu biti v tej eminentni družbi. Dani, Lojs in gospa Helena, res neverjetna družba. Od te družbe bi pa predvsem tisto, kar moramo vsi opaziti ali pa verjetno že čutite, torej ta pozitivna energija, ta humanost v nas, ker noben nič ne sprašuje niti po tistih ključnih stvarih, ker v Sloveniji razdvaja. To pa je pohleb, denar in podobne stvari, tako da res mislim, da se bojo tukaj vsi predajali za to, da bo ta uspeh projekta velik in jaz sem prepričan, da bo in da bomo potegnili množice za seboj. Te množice so tudi nam na nek način v korist v tem smislu, ker o celiakiji, predvsem pa o težavah ali pa izzivih bolnikov s celiakijo je zelo malega znanega. Mi smo to ugotovili že 3 leta nazaj in sicer takrat smo začeli z osveščanjem in smo povedali, kako bi pa lahko osveščali in smo rekli tako, da se gibljamo, in sicer tako, da se gibljamo dovolj počasi, hkrati pa dovolj hitro, da lahko obidemo celo Slovenijo. Tako da smo 2 leti nazaj skupaj z ultramaratonskim kolesarjem Matjažem Golobom prekolesarili 212 občin. Pravi, kar zajetna zadeva, se pravi 3000 km, 40 000 višincev, 14 dni, poprečno po 200 km. Matjaž je to res enkratno odpeljal in seveda tudi dobro zastopal, predvsem zastopal pri občinskih glasilih, županih in tako naprej. Lani je tudi Matjaž za podporo veliko število kolesarjev, tudi Rado je bil zraven, smo kolesarili 24 ur za celiakijo, ker nismo hodili po Sloveniji, ampak smo v Šmarjeških Toplicah v krogu kolesarili in vabili Slovenijo, da pride k nam. Letos sem bil res vesel in hvaležen, da je Dani znal prisluhniti našim potrebam, predvsem bolnikov s celiakijo, da je o tej bolezni čim več informacij v okolici. Vse pavšalno vsi mogoče vemo, ampak tiste res najtežje zadeve o tem, kako je kompleksna ta medicinsko predpisana ali pa medicinsko indicirana dieta, ki ni sam tako malo izločiš, pa držiš se ali pa ne držiš, ampak ima res močno, kompleksno zahtevnost. Jaz večkrat to primerjam z vsemi ostalimi najhujšimi življenjskimi spremembami, ki jih moramo narediti, zaradi česarkoli, kar nam pride, ali zaradi zdravja, ali zaradi drugih okoliščin. In oni dobesedno morajo življenje spremeniti, na glavo postaviti. Mi smo temu namenili potem v društvu posebno mentorstvo, ker tisti, ki so to spremembo izpeljali pozitivno in so uspešni, učijo tiste, ki so na tej poti. Se pa borimo z okolico, predvsem se pa borimo z sistemom. V sistemu celiakija ni še prepoznana tako, kot bi morala, predvsem pri odraslih bolnikih, pri otrocih pa predvsem pri pripravi hrane v vrtcih in osnovnih šolah. Zdaj več o tem, o sistemskih zadevah smo pripravili zloženko. V zloženki je veliko tega napisanega, jaz bi prosil novinarje, imam sabo zloženke, da si jih dejansko vzamete seboj in mogoče kaj od tega preberete, če vas bo zanimalo, so tudi kontakti, nas lahko kontaktirate in smo vedno pripravljeni razlagati, ker si želimo osveščati. Osveščanje si pa zamišljamo seveda tako, da pritegnemo pozornost, tak projekt se mi zdi, da bo pritegnil pozornost, mi bomo tudi v društvu prispevali k temu, in probali skozi kanale, predvsem prenosa in ostalih, tudi naših, pač Facebooka in ostalega, nekako promovirati to zadevo. Zato, da smo tega lotili resno, smo tudi izdelali posebne drese, torej naši fantje, ki bojo kolesarili v posebnem dresu, cel čas za Danijem Alojzom bo celo je naš član, kolesar, potem pa vsake tok časa se priključi še kdo zraven. Tudi jaz, ampak glede na mojo vizualno podobo, kot jo vidite, zagotovo kakšen kilometer, jaz mislim, da je 50-60 jih bo zagotovo na cilju pa na štartu, bom pa z vsem srcem in dušo dejansko jih podpiral cel čas.
Hkrati bi vas pa rad, ko ste že novinarji tukaj, obvestil o eni noviteti, in sicer imate enkratno priložnost, da prvi vidite naš nov, se pravi javno vidite naš nov znak in spremembo imena. Se pravi, do včeraj smo bili društvo Celjac, življenje brez glutena. Ta naziv življenje brez glutena ni več tisti, to uporablja zdaj že skoraj vsak drugi v Sloveniji, ki izloča gluten, se pravi, niso samo bolniki s celiakijo, in smo se tudi zaradi tega preimenovali. Tukaj imate znak, se pravi, Celjac Slovenija smo po novem bolniki, se pravi, društvo bolnikov s celiakijo. Hvala lepa in sem pripravljen oziroma odgovarjati na vaše vprašanje skupaj z ostalimi. Tako, hvala lepa, Goran. Sedaj ste pa vi, spoštovane novinarke in novinarji, zainteresirana javnost, na vrsti, da mogoče povprašate, zastavite vprašanje Damiju, Alojzu, Goranu oziroma gospe Heleni, kaj vas zanima. Tako da, glede na to, da prenašamo v živo, bi prosil toliko, da dvignete roko, da zastavite vprašanje, jaz bom pa nekako probal biti mobilni prenašalec mikrofona, a ne bo potrebno. Potem pa izvolite kar vprašanja, prosim. Jaz bom eno vprašanje, če besedo dve, kako se lahko na tih točkah pač lahko vključijo kolesarji in kaj glavne milije, da približno vejo, kje je to poiskano. Izvoli, Dami. Hvala lepa za vprašanje. Skratka, DOS lahko odpeljete oziroma na DOS-u lahko sodelujete na več različnih načinov. Prvi način je to, da se nama z Lojzom pridružite kjerkoli in kadarkoli na najni kolesarski vožnji in z nama odpeljete ali 1 uro, ali 10 km, ali 30 km in s tem nagradite najin trud in s tem prispevate, da bomo lahko kupili kakšno kolo za naše otroke več. Tisti, ki ste v boljši telesni pripravljenosti, se nama lahko pridružite na celi etapi. Kaj to pomeni? To pomeni, da se odločite, da boste celotno etapo določenega dne odpeljali z nama v celoti, se pravi od začetka do cilja. Potem se nama lahko pridružite na način, da odpeljate cel DOS z nami, se pravi, da boste odpeljali vseh 5 etap z nama. Se pravi, 5 dni po 250 do 300 km na dan, od 27. aprila do 1. maja. Z nama lahko kolesarite tudi virtualno. Na naši spletni strani boste imeli v zavihku virtualno povezavo do Zooma in tisti, ki bi želeli nagraditi najin trud, pa nekako ne želite iti na cesto iz takšnega ali drugačnega razloga, lahko storite preko Zooma. Na tej točki pa vas vljudno, res vljudno prosim, da nagradite naš trud in zaključno besedo za kolo 5 na 1919 prispevate 5 evrov za dober namen. Lansko leto smo imeli podpornike, ki z nama niso kolesarili, ampak so nas v določenem kraju pričakali ob cesti, nas pozdravili, stisnili roko na nov način in donirali sredstva. Skratka, ali ste z nama na cesti, ali ste z nama v mislih, nama to ogromno pomeni. Hvala. Še kakšno vprašanje? Mogoče? Tako, za vaše sledenje je tudi zagotovljeno. Tisti, ki vas v danem trenutku zanima, kje se karavana Lojz Poglavc DOS nahaja, na najni spletni strani www.dos.si imate zgoraj v zavihku GPS sledenje, povezavo, na katero kliknete in v danem trenutku vidite, kje se midva v tistem trenutku nahajava v zemljevidu v Sloveniji. Levo od tega zavihka imate pa povezavo TV Live, se pravi v živo, in vseh 5 etap bo v celoti vsak dan pokrito preko portala vživo.si oziroma preko najne spletne strani. Eno zadevo bi rad samo še izpostavil, ki se mi zdi dosti pomembna. No. Tisti kolesari, ki bodo celotno traso vožnje dobrodelno okrog Slovenije odpeljali v celoti, na zaključni prireditvi 1. maja v Novem mestu
ko se v koraka, v narekovajih, v cilj, prejmejo uradno kolesarsko majico dogodka, uradni kolesarski dres DOS 2021, katera je lepo vidna na Lojzovi levi strani. Se pravi, to je uradni kolesarski dres DOS-a 2021. In to je dres, ki ga prejme samo tisti, ki odpelja vseh 5 etap. Toliko. Če smem jaz še eno vprašanje, torej lahko nekdo, ki na spletni strani vidi, aha, za enih 20 km pa grejo mimo moje vasi, se obleče, pričaka in nadaljuje z vami vožnja. Veseli bomo takšne podpore. Vsakašen stisk roke, vsakašen kolesar na poti je več kot dobrodošel. Vkolikor ni vprašanj, se vsem vam prisotnim zahvaljujem in seveda vsem tistim, ki ste nas spremljali v živo, se zahvaljujem in vas vabim 27. aprila v Novo mesto, na Glavni trg, kjer se bomo v jutranjih urah podali na drugo dobrodelno kolesarjenje okrog Slovenije in spremljajte nas tako preko družbenih medijev, ostalih medijev in nestrpno nas pričakajte v vašem kraju. Hvala lepa in vse dobro še naprej.